Bojan, Yes. povej mi, katero stvar oziroma lastnost na ženski najprej opaziš? Oči. Oči? Fizično. Aha. Drugač mi je pa pismo mene, kako ne ti rečem, jaz imam zelo problem, ker mi že živijo, ful veliko pove, oziroma jaz si veliko ustvarjam od živijo, pa nasmeh mi je ful pomemben. Ne nasmeh, smeh. Smej. Ja. Lahko razložiš primere? Kot ti je neki kul, zakaj pa kak? Ne vem, nekako, ko se povežejo oči z nekim očitno iskrenim, pa tako bom rekel, kako se reče, ko si željan izvedeti več, a veš, pogled, ko bi ti rekel, dej, glej, kakor da si želiš izvedeti nekaj več. Yeah. Tako ful interesa v očeh, to me ful privleče, pač ko vidim, ko s človekom govorim in je tako, ne, mi daje fulinga zanimanja za, tudi če ne za moje besede, ampak tako, kada je ful željan vsakega momenta v lifeu, to mi je noro hudo. Smeh pa, ne vem, isto je smehom, ne, eni ljudje imajo, ne vem, kaj rečejo, jo, meni je grozen moj smeh, meni je pa the best. Tvoj lasten? Ne, od teh ljudi. Veš, eni ljudje rečejo, meni je grozen moj smeh, toliko ne maram svojega smeha. Mi je pa ful všeč. Imaš pa ene ljudi, ki mi njihov smeh ni niti malo všeč. Ja? Če je arrogantno ali kaj takega polja... Če je tak, res, to je to. Meni je... Jaz se ful na znotraj smem, ne smem se nikoli ful na glas. Pa ne vem, zakaj je to, ampak pač vedno, ne vem, kdo mi je začel to govoriti enkrat, ti se ful noter smeješ, ne, veš, tiho pa namest na glase, ampak se res so ful zakon ljudi, ko se smejijo ful na glas. Obožujem. Jaz imam recimo problem, ko se smejem res maksimalno, odprem usta toliko, da se mi čeljusti vidijo in da imam oči zaprte, totalno. In pol, dosti folka mi je rekel, kao, na fotki, wow, kjer kao fake life. V bistvu je pa, jaz takrat, ko imam da je lepo zgleda, takrat je fake life. Takrat, ko pa zgledam zategnen, to je pa maksimalno, the happiest life possible. Ne gre več bolj. Ja, res, ker vse mišice, ki jih imam, se raztegnejo. Prav to zdaj, jaz se tako znam. Jaz se to je najboljše. Takrat si vodim efektom. Pa kaj, mislim, ja, veliko punce ti ponuja, predvidevam, to sem že čul, tako bom rekel, ne. Okay. Kako si to handlo skozi slavo, ali kako naj rečem? Jaz za začetek nimam nekega, bom rekel, bolanega apetita potem, da bi... Številke nabil? Ja, številke nabil ali pa karkoli tazga. In zares pol iz tega razloga, da me to sploh ne trigira toliko, nisem niti dovzeten do tega. Ne. Ni mi zdaj nek ful problem, bi rekel, zelo lahko to, ko se reče, brush them off. Se pravi, ampak mislim opaziš, tu pa tam je kar očitno. It's gotta fuck with your mind, ne? Ja, na momente, ja, itak. Mislim, so momenti, ko lih to je fora, ne moreš, da se ti ne bi pofilil ego v določenih momentih, pač tako je. A ne, ampak jaz verjamem, da so vsi ljudje taki. Ne moreš videti, mislim, človek si, ne. Kak ne, mislim, tudi neka primarna zadovolitev je, ne. Mislim, veš, da imaš opcije, ali kako naj rečem, in je tak, kak se ti ne bi nafilo ego, pač. Itak, ja. Itak je, smo spolna bitja, oziroma, ki se razmnožujemo spolno, to je, skozi evolucijo smo naravnani k temu, da stremimo k temu, ker reč nas ne je bilo tu, ne, logično, če evolucija drži. In ja, it's gotta fuck with your mind. To sem večkrat tako študiral, za koga, ne, kaj to handlaš, mislim. Lih to je, stari, jaz imam to srečo, ker imam v bendu nas je 5.
in imaš vedno 4 modele, ki isti moment, ko vidijo, da se krilca pojavijo, dobiš šamarčino. A veš? Okay. In ima, dej, model. Vse v redu, si se izpihal, hvala lepa, vrnite se nazaj na tla. Veš, ne. Tako je za vse pač. Biti v bendu je po mojem ful cool, ampak gre spet, tako sem rekel že prej, ne, moraš imeti iste ljudi, ki grejo za istim ciljem. Kak en odstopa je, tako samo ono. Tudi če en sam ni zainteresiran, tako ostali 4. Pač nočeš delati več dela na mesto njega, sem zato, ker je on otroči, ne. Ja, lih to je, no, ta isti cilj, no. Sam to je. Ker mi smo si zares ful različni. To smo se lih zadnjič pogovarjali s Chrisom, kitaristom, da mi se ne bi v life družila, če ne bi bila skupaj v bendu. Se pravi, so si toliko različni, da se ne bi družila po neki naravni poti, ampak se pa super razumeva, ne, da ne bo pomoten, nimava nobenega mi dva kakršnega koli problema ali pa kaj, ampak sva toliko različna kot človeka dejansko. Skupnih točk nimate v bistvu, ne? Razen muzike. Ja, mislim, način, kako grem jaz čez svoj dan, pa kako gre on, sta čisto različna. Ne? Zanimivo. Jaz se tudi včasih vprašam, s koliko folkom se iz osnovne šole ali srednje šole ne bi družil, če ne bi naključno bili skup v razredu. Po mojem skoraj z vsemi. Ja, mislim, tako je ono, itak odraščaš, itak se spreminjaš, ampak jaz še vedno se z enimi družim, pa se ful vrejo razumem, ko smo od prvega razreda bili skup. In isto, ko si rekel, ne, študiraš, če se ne bi tam spoznala, ali pa če bi slučajno bil on v A razredu, jaz v B, se ne bi nikoli začela meniti. Sam, ker je on nek bond, ko pač se spostavi, v enem trenutku si prisiljen, ali pa pač po nekem naključju padeš skupaj in pol začneš biti kolega in pol začneš, pa se zgodi to in on spomini, in pol kar enkrat, ok, best friends for life, stari. Ja. Zanimivo. Zanimivo je, ampak vsej, zares na kjerokoli stvar pogledaš v življenju, je nek splet dogodkov, ki te je pripelo, a veš pač tukaj je pač to, da si bil sošolznikom. Ja. Mislim, da Paramore band so basist, kitarist pa pevka. Oni so se spoznali v neki posebni šoli, ki je v bistvu neka krščanska šola, ampak je za otroke s posebnimi potrebami oziroma z nekimi hiperaktivnimi otroki ali nekaj takega. Oni so imeli enkrat na teden šolo, vse ostalo so doma delali, ampak oni so se tam spoznali in so band naredili. Zanimivo, to prvi slišam. Še boljša zgodba se pa nadaljuje z tega za band, ki se vze na gospod, jak mu je, kako se reče, it's the best I ever had, it's the best I ever had. Ta pevc je isto, vsak band se trudi priti naprej, oni so se trudili priti naprej, videl je en avto, ki je bil full stickerjami poliman in je svojo nalepko gor dal in to je bil avto od Hayley Williams, se pravi pevki iz Paramore. In ona je videla stiker in šla poslušati, pa dala Fueled by Ramen založbi to naprej in po se jih oni poklicali. Kva? Fucking nalepko je dala na avto, ni vejo čiga avto je in je... Ja, se noro, stari, lej. Oasis so šli na en koncert prvič iz svojega mesta, ker so jih ene punce, en girl band poklicali, kao če bi jim bili predskupina za par komadov odšpilati. Čist majhen gig, brez veze vse skup. V glavnem, oni so prišli tja in lastnik kluba je rekel, da pač, da ne bojo oni pač špilali brez veze, ker pač on bo plačal toliko in to je to, ne. In pa bilo kao, ja dej, kao, če jim date vi delček svojega denarja, lahko špilali 3 komade, ne. In modeli so odigrali 3 komade, ta koncert je prišel pa poslušati Alan McGee, ki je bil fant od ene od teh punc, je bil pa na eni major založbi, ne. In on je čisto slučajno prišel za zajebancijo, kao, da jo bo spravil v bed, ker je tam, ker ga bo videla v publiki. Yeah. In je pač slišal Oasis in je bil tako shit. In jih je podpisal in veš, ker nikoli ne veš, a bi se to zgodilo, ne? Ja, včasih res je, pride do trenutka, ne, ko si na pravem času, v pravem mestu, ne. Sem tudi to si moraš zaslužiti, ali kaj greš? Ne mislim sam zaslužiti z delom, ampak z iskrenostjo do tega, kaj delaš, ne. To mislim, da marsikdo spregleda, no, da iz osnove delaš zato, ker te to veseli, ne zato, ker rabiš cash za stanovanje, ne. Kaj pa vem, no.
upam, da se mi nikoli to zgodi, da bi rabo nekaj drugega, ko sam to, da delaš, kaj hočeš delati. Ne. Jaz tudi. Veš kaj mislim, da ni, svašta se lahko zgodi, lahko rabiš operacijo kot milijon stane ali pa nekaj, ne vem kaj, ne rabiš cash, ne. Ampak sen, pizda, za ene take banalne stvari si grejo eni spreminjati življenje oziroma odnos do tega, kaj delajo, ne. Na koncu pa rate pol enemu, ko gre na random gig v en bar in pol stari. Zanimivo mesto glede glasbe je tudi Nashville, ne. Nisem imel nikoli tam, ki je full country prestolnica, seveda, ne. Itak. Gledal sem eno serijo in tam je pravno res res tak je, da so kar pač v vsaki ulici je en bar, ki ima live muziko. Jo, vsak večer. Zagotovo. In bendi se tepejo, ne, za one najbolj shitty spote v ponedeljek, ko je 5 ljudi tam, se bendi tepe, ker hočejo priti gor in vse je live in vse je neki in vse pozudi je nekdo, ki nekaj ne vem kaj dela. To jaz ful pogrešam v tej naši konci, da ni pa live muzika toliko cenjena, se meni zdi. Ja, to je njihova folklora, stari, to je dobesedno del kulture, da prideš ti v bar, pojesti Hot Wingse pa poslušati enega modela, ki igra na kitaro, pač neki. Tako to je, ne vem. Vse pri nas, ne vem, a si ljudje ne predstavljajo nekje, da bi jedel v nedeljo kosilo, pa da ne bi bil zraven Radio Veseljak požgan ali pa kaj. Ja, ampak kaj z vidika žive muzike, ne? Koliko več tebi kot posamezniku živa muzika da, če greš v nedeljo za kosilo mogoče poslušati enega kantavtorja nekam, ali pa nedeljo zvečer, ali pa v petek zvečer, ne? Ker mi je ful hecno, tudi sama razmerja, ko se to včasih, ne bom dal 5 evrov za ta band, ker ga ne poznam. Sam niti pa panike dati 5 evrov za pir, ali pa za 2 pira. Stari moj, pa grem na WC. Ja, komod, ja. Veš, kako me je. Zdaj sem ugotovil, da mi je rica spala, pa da me ful lulet. Si se nalulal? Sem, ja. Školiko je bilo. Plus, da sem se tresel, stari, in se tako lulet. Ja, mrzlo je tudi, ja, pa Ful. v kratkih hlačah si šel. Tale hodnik je tako... Lej, če rab kdo snemati grozljivko, here we go. To je, Jaz sem še strešal, da lahko tam je še pa huje. to je stara vojašnica, ne? Ok, definitely haunted. Tu so bili headquartersi, mislim, da taborišča v Melje, ko je bilo židovsko. Ker je bilo celo tu v Melje, je bilo židovsko taborišče. Ni bilo celo tam više, to je bilo proti Tu na tej bajti, mestnem hribu. na tej bajti je spominska plošča. A res? Mogoče jaz ne vem prav. Ja, te pa je bilo zanimivo, ja. Pa tu so bili sovjetski uporniki na Židi. Jaz hodim po noči po hodniku, pa si zamišljam, da nekdo za mano, pa grdo gleda, pa pogleda nazaj. Pa je Žid. Pa ni nobenega, pa si zamišljam, da bo nekdo spredaj. Pogledam, pa ni nič. Pa je zdaj, ko sem stavil, zvenil, da nekdo tako joka. Ful je bilo creepy. Ok? Ful. Je lahko pa, da ima kdo tu prej zraven, veš, v kakem prostoru, pa da je Otroka. Ja, to smo se prejšnjič za Lenko menila, ne, glede teh stvari. Ja, v Lutko na gledališču, ki je bivši samostan, so bili pokopani, menihi noter. Ne. In so WC-ji spodaj, ne, zdaj v kleti. To sem pa že doživel. Ja, in jaz sem delal v kavarni en čas, ki je v Lutko na gledališču in smo šla šefom neki dol, pa sem neki, tako veš, kot da bi neki začutil, kam sem zdaj stopil, ne? Ampak ker smo nekaj nosila in smo to odložila in smo šla nazaj gor, nisem registriral vrejo. Potem smo jo povedali, da neki v tej stavbi je, da zaposleni tam, ki delajo, vedno nekaj opazijo, nekaj ne vem kaj, tam je neki vrata odprta, tam neki zaškripa, ne vem kaj. In so dejansko pol začeli, da je njim lažje, ne? Vedno, ko priješ v sobo, pozdraviš, dober dan. Tudi če veš, da nobenega ni noter, kao da se pogovarjaš, da nisi nič prišel takega narediti. Ampak je res je full creepy, ker so veš, stara klet, spravi kamnita, na tleh kamen, zgore kamen, vse pa so te kamen in odmeva. Ne? In se priješ na WC, greš scat in se tu na senzor voda vžge v umivalniku vmes. To se sliši Ful.
Pa dobenega ni, veš, da dobenega ni. Ne greš mimo WC-ja, greš, ko nisi na WC-ju, pa slišiš, da se voda prižge. To je fucked up. Ja. Neki je tam zunaj. Ja, jaz sem drugač, mene je toliko strah teh stvari, paranormalnega. Ja. Ko sem bil majhen, sem imel ful probleme s tem. In ja, no obojeno. Problem je, ker ne veš, kaj je, ne. Ta moj šef, s katerim smo dol pol tist nesla, je bil tak, ja, vse sem to vedel, ne. Hvala, da pač, preko so to je meni normalno, pač je, ne. Sem po drugi strani res. Verjetno je nek prepih, ne. Glede česa? Tisto pač, vse, kar se sliši, kar škripa, je nek prepih, kar povzroča. Ja, zelo verjetno, ne. Ampak tu je bilo res taka finta, da res se ti je senzor vodo žgala, čeprav doben fizično ni šel mimo. In vedno se ti je to zgodilo, ko si šel na WC. Oj. Tak da... Jaz ne bi šel na ta WC, recimo, no. Ja, sem se zadrževal parkrat, ko bilo tako malo me tiši, se še samo 1 ura do konca jih ta nisem rešil, ker je bilo tako, res je neprijetno, no, ker... Tako si prej razlagal za tist paintball oziroma airsoft, ali kaj je bilo, da so tisti posebni neki učinki z muziko, ki spominja na sirene, ali kaj že, vpliva nekako psihološko na tebe in to tudi nekako, da ne veš, kaj je, ampak veš, da je nekaj, oziroma saj prepričan si, da je nekaj, ima tudi nek tak čuden, tesnoben učinek na tebe. Ne? Res je, wow. Pa vedno je... To je pa sicer bit od sokomika Jana Krojcerja. Vedno so v hišah duhovi, ne? Nikoli v bloku. Ja, to je pa res. Mogoče stare stavbe, veš, se zažre noter spomin, ne vem. Podobno, kot če priješ nek klub ali pa nekam, kjer so se ljudje konstantno imeli fajn že 50 let, ne? Je to, kot da je prepojeno v stenah, če veš, kaj mislim, ne? Prav se čutiš, Ja, ima neko energijo drugo. Doli bil klub, To je bil pa Krpan, ne? Ja. Ampak to se je zgodilo po drugi karanteni, ko še niso bili lokali odprti, sem šel čez Poštno oziroma na Glavnem trgu, na stičišče pravzaprav, in je bil tam kolega, ki ima living room, pa mi pomaha, pa je stajal servis nekaj glih rihto na vratah, pa mi reče, da stopi noter, ne? Pa brez da študiram, stopim not, pa ste to je ta občutek, ko stopiš v gostilno, ne? Prav nek poseben vibe ima ta bar, kjer si noter stopil in bilo tako, ko da ima več prostor neka... Aura. Ja, aura, ne. Možno, da to sem, ker sem imel spomine, zdajte, ne veš, Ja. težko to dokažemo, v danes tu ne bomo, ne, ampak res mi je bilo tako, pa mi je rekel, ja, veš, zato sem rekel, da noč stopi, ker vsi to doživijo, ko stopijo po toliko cajta v gostilno, ne, da, ne. Tako da bi na toplo nekam stopil, je. Ja, jaz prej, ko sem iz WC-ja je bilo prav tako... Je pa še kuri, Hladno, ne? zaradi tega, ker je ful glasna klima. Sorry. V redu. Neka bude. Ja, nič, te bomo zaključili mi to. Ej, drugač kot to, da smo zaključili z duhovi, pa s paranormalnim. Gremo zaspat Jaz pa... po temnem hodniku domov.